Danes v Pomurskem dnevniku. V Prlekiji ogrožena oskrba s pitno vodo. Slikarska kolonija. Vlomi in tatvine v času dopustov. Vreme jutri bo delno jasno. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, še zadnjič v tem tednu vas lepo pozdravljamo v družbi Pomurskega dnevnika. V Prlekiji se zapleta glede oskrbe s pitno vodo. Prebivalci 4 pomurskih občin, Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, bi lahko z avgustom ostali brez pitne vode. Javno podjetje Prlekija je namreč v stečaju, stečajni upravitelj Borut Soklič pa opozarja na težave pri prenosu poslovanja na novo ustanovljeno podjetje Prleška komunala, ki je bilo ustanovljeno strani navedenih občin. Občine so že napovedale, da bodo same poskrbele za oskrbo s pitno vodo, vendar Soklič dvomi, da bo to izvedljivo do 1. avgusta. Na novinarski konferenci v Ljutomeru je stečajni upravitelj Borut Soklič pojasnil razloge za stečaj javnega podjetja Prlekija, ki se je začel 7. maja letos. Zato, ker nihče od tistih, ki je bil tu udeležen, ni dobro opravljal svojega dela. Zato, ker poslovodstvo ni dobro vodilo poslov in zato, ker občine poslovanja niso nadzirale in predvsem, ker niso nič naredile za to, da bi Prlekija imela ekonomsko vzdržno raven cen svojih storitev. Občine Križevci, Ljutomer, Razkrižje in Veržej so se na stečaj odzvale tako, da so ustanovile novo podjetje Prleška komunala, ki naj bi od 1. avgusta prevzelo oskrbo s pitno vodo ter čiščenje padavinskih in komunalnih voda. A tako enostavno to ne gre, poudarja Soklič. Če naj bo izročitev opravljena zakonito, potem bo seveda v sodnem postopku opravljena in to pač je vezano na sodne roke, na zakonske roke. 1. avgust torej ni 1. avgust je glede na zakon nemogoč. Zakaj je ogrožena oskrba? Če imate vi objekte infrastrukture, ki jih ne morete prevzeti v posest dogovorno, vlomiti v, 60-70 objektov, ki so na tem spodnjem delu, ne vem, če je to način za prevzemanje. Kako bodo dobili elektriko? Kako bodo dobili upravljanje? In mi bomo z 31.7. odpovedali elektriko in bo voda nehala teči, ker bojo pumpe nehale delati. Stečajni upravitelj je napovedal, da bodo morali z 31. julijem odpovedati pogodbo za elektriko, posledično bodo prenehali delati črpalke in voda iz pip ne bo več pritekla. Rekel sem, da bi si naredil zaloge pitne vode. Voda, ki teče trenutno po vodovodu, je pitna, je zelo dobra. Ampak ja, moj strah je, da občine, ki so napovedale, da bodo s 1. avgustom same odgovorne za pitno vodo, da to počnejo nepremišljeno in da obstaja tveganje, ali bo to v resnici izvršeno. Na drugi strani pa občine Gornja Radgona, Radenci in Apače dobro sodelujejo s stečajnim upraviteljem in pripravljajo vse za prevzem upravljanja vodovodnega sistema. Prehod na oskrbo s pitno vodo prek komunale Radgona pa pričakujejo šele po 1. septembru. V zavetišču za brezdomne osebe v Murski Soboti se je danes odvila slikarska kolonija Življenje je lepo. Idejna vodja tega enodnevnega dogodka je bila Aleksandra Fekonja, akademska slikarka in zaposlena v zavetišču. Na njeno povabilo so se odzvali v likovnem društvu Gornja Radgona in društvu Art Klub 7 iz Gornje Radgone. Skupaj so ustvarjali z uporabniki zavetišča. Poglejmo prispevek. Zavetišče za brezdomne v Murski Soboti kot socialno-varstveni program deluje v okviru društva Mozaik, ki je lansko leto praznovalo 20. letnico obstoja. V zavetišču je trenutno nastanjenih 20 uporabnikov, v 3 izmenah pa je tukaj zaposlenih 7 ljudi, vključujejo pa se tudi številni prostovoljci.
Se pravi, zavetišče kot tako ni samo za to, da bi uporabnik prišel in bi prespal tu, ampak mu nudimo tudi topel obrok vsak dan, topel obrok, ki ga sami pripravimo skupaj z uporabniki in zaposleni. Potem je pa tudi kot program deluje zavetišče, se pravi na tak način, da uporabnikom nudimo psihosocialno podporo, se pravi cel čas smo z njimi, motiviramo jih, z njimi se naredijo individualni plan, se pravi vsak po svoji zmožnosti sodeluje v programu in v aktivnostih. Ena izmed aktivnosti, v katerih skupaj z zaposlenimi in prostovoljci sodelujejo tudi uporabniki, je bila današnja slikarska kolonija, katere idejna vodja je akademska slikarka Aleksandra Fekonja. Zbrala sem umetnice in umetnika iz Gornje Radgone. Tukaj smo iz likovnega društva Gornja Radgona in ustvarjalnega društva Art Klub 7. In skupaj z Društvom za socialno vključenost Mozaik smo priredili enodnevno likovno kolonijo. Današnje umetniško ustvarjanje je obsegalo slikanje, izdelovanje mozaikov, kiparstvo in lončarstvo. Bistvo vsega pa je, kot pravi Fekonja, druženje. Odkar sem tukaj in se družim z njimi, sem videla, da je vsak po svoje tudi ustvarjalen, vsak po svoje, in sem se odločila za to akcijo, da je malo interakcije, da malo interveniramo. Mi iz Gornje Radgone, da se povežemo, da se prepletemo življenjske zgodbe in si obogatimo dan. Lažje je enodnevni koloniji delati z akrili. Z oljem je malo težje, ker to dalj časa traja. Jaz sem si še prinesla eno veliko platno, ki bom z uporabniki delala, da bo vsak svoj delček noter dal, ali vejo ali ne vejo, ker jaz vedno rečem, vsi vemo slikati in risati. Samo spodbuditi moram dobre volje, ne. To bom se najbolj potrudila, pa za sebe bom tudi eno sliko naredila, da bodo oni imeli, ne. Svoje izdelke nam je razkazal tudi eden izmed uporabnikov, ki je svojo umetniško žilico razvil šele pred časom. To se najprej nariše, preriše s telefona, naprimer, pa se to počasi izrezuje z dletami, ne. Iz lesa, ne? Iz lesa, ja, to je bukev, hrast, najbolje bukev. Pa vas to sprošča, zakaj se odločite, pa greste? Ja, imam veselje. Ja, to prej nikoli nisem delal z lesom, zdaj pa sem to nekako dobil v sebe. Začeli smo z totolog žagico, ne? In se mi je to nekako zdelo, bi jaz probal malo to na lesu, pa sem prišel do tega pač, kaj je tu. Ob druženju in ustvarjanju pa je bilo seveda poskrbljeno tudi za hrano, ki so jo pridne roke pripravljale že zjutraj ob našem prihodu, in za glasbo nastopil je kantavtor Tadej Vesenjak. Danes imamo v gosteh gospoda Romana Gruškovnjaka iz podjetja Sintal, vodjo operative za naš pomursko-prleški konec. Pozdravljen, gospod Roman. Pozdravljeni. Pozdravljeni pa prav tako vse občanke in občani Prekmurja in Prlekije. Roman, poletje je čas, ko se ljudje odpravijo na dopuste, svoje domove pustijo prazne. Se v tem času poveča število vlomov? Ja, žal statistika kaže, da so vlomilci aktivni prav v času naših dopustov. Povečajo se vlomi, s tem tudi tatvine, in odnašajo predvsem predmete, ki imajo veliko vrednost. To so denar in zlatnina, srebrnina in vse naše pač nekaj, kaj imamo prišparano za boljše čase. Tudi kakšno vrtno orodje, recimo? Ja, vrtno, tudi kakšno kosilnico, marsikaj. Katere so pa tiste najpogostejše metode, s katerimi vlomilci v bistvu vlomijo v naše domove? Ja, vlomilci imajo pač razna priročna sredstva. Najbolj je priročno sredstvo, po domače povedano, po prekmursko pajse. Vlamajo pa največ v kletne prostore, se pravi, vdirajo skozi okna, tudi porušijo ali pa poškodujejo vrata, vhodna, na marsikateri način. Poznamo tudi skozi streho, so že tudi vlomili, marsikaj se dogaja. So zelo organizirani. Pa velja, da prej že opazujejo lokacijo, recimo včasih pravijo, da že prej opazujejo, pa potem gredo? To je že 100 let. Oni nas vedno opazujejo. Ampak mi jih ne opazimo, ne? In smo brezbrižni v svojem življenju. Kakšne pa so preventive, ki bi jih priporočali ljudem, da bi zmanjšali tveganje za vlom in tatvine?
ker pač prihajam iz varnostnega podjetja, je seveda moje prvo priporočilo, da si ljudje po svojih zmožnostih uredijo ali postavijo protivlomne sisteme, ali pa mi pravimo sekundarne varnostne sisteme, to so videonadzori. Drugače pa bi svetoval, ko se odpravite na dopust, prvo kot prvo, dober sosed je največ vreden. On opazuje okolico, on vidi, če se kdo sprehaja okrog, opazuje. To je prva preventiva, ampak moramo pa urediti še določene druge stvari. Naš dom mora izgledati, kot da v njem še vedno nekdo stanuje, čeprav nas ni. To se pomeni, poštni nabiralniki se morajo izpraznjevati, koši za smeti, komunalno isto se morajo odvažati. Priporočam pa tudi, pa čeprav bo se zdelo smešno, pustimo v hiši prižgan radio. Pustimo ga ali pa kako lučko, če pa imamo še kak rezervni avto, pa ni nič odveč, če ga tudi na odvozu pustimo avto. Ampak dobro, malo je rizično, glede na naše vreme, trenutno narava, kak nam kljubuje. Ampak to so ene take preventivni ukrepi, kjer lahko preprečimo, da bi tatovi sploh prišli na našo posest ali pa dom. Pa tudi, da malo pospravijo, mogoče iz vidnih mest, kakšne delovne stroje, vrednejše stvari, ne? Tako. Ker že pač prihajam iz podjetja Sintal, bi pa priporočal vsem, ki si lahko omogočijo. Dajte si narediti protivlomne sisteme. Imate možnost intervencije, potem, ko odhajate. Naši pridajo v čim krajšem času. Vlomilec nima časa, da bi vam celo noč hodil po hiši. Moral bo hitro oditi in s tem je tudi manjša materialna škoda na vašem objektu. Je pa tudi lepo, če imate sekundarni varnostni sistem, kot mi rečemo, to je videonadzor. Kako je s tem videonadzorom? Recimo, da tatova posnameš na videoposnetku, čemu to potem služi oziroma čemu pride prav, recimo, posnetek iz videokamere? Glejte, v veljavi od januarja 2023 je nov zakon, ki mu rečemo ZVOP-2. Ki ureja pač predpise in pravna določila glede pravnih oseb in fizičnih oseb. Mi bomo se osredotočili na fizične osebe. Se pravi, fizična oseba ima pravico, da si zmontira videonadzor. Ampak pod določenimi zakonskimi pogoji, katere mora izpolnjevati, to pa so. Videonadzor lahko snema samo njegovo javno površino, mislim, zasebno površino in okolico hiše. Ne sme pa videonadzor posegati v javni prostor ali cesto ali dovozno pot, katera ni v njegovi lastnini in tudi ne sme snemati k sosedu. Ampak tu je eno pravno določilo, če sosed da pisno izjavo podpisano, da lahko snema tudi njegovo zemljišče, je dovoljeno. V primeru kaznivega dejanja, če so vsi te predpisi in zakonski določila izpolnjena, kot mora biti, policija ali sodišče potem pa zahteva posnetek, katerega mu lahko brez problema lastnik videonadzora izroči, saj je pravno pokriti. Sodišče pa zelo nujno potrebuje, da razreši potem tudi kaznivo dejanje proti storilcu, ki je pač to, ki je potrebno na sodišču. Tako da lahko uporabimo videonadzor, posnetek za sodišče in za potrebe sodišča in policije. Zdaj velikokrat na družbenih omrežjih, pa se bova še družbenih omrežjih zagotovo vrnila, ampak velikokrat vidimo, da delijo kakšne posnetke, torej javno, da bi prepoznali storilce. Se to sme ali ne? To odsvetujem, ker to ni pravne podlage za to. S tem si ne more nobene nič pomagati. Je pa tudi problem, če je kakšen drugi še oseba govor, ki se prepozna in je pač javno objavljena, kar pa tvegajo tožbo na nek način tudi. Ne bi priporočal nobenemu. Pa ko sva ravno pri socialnih omrežjih, je to, na nek način so socialna omrežja kar za tatove ena trgovina, bi lahko rekli, informacij. Ja, žal je tako, ampak tega se premalo zavedamo. Ne moremo, mislim, ne priporočamo, da dajete, kdaj greste na dopust, pa se hvalite s tem. Še hujše je, če vam kdo umre, pa tudi to dajete na omrežja, pa vas ni doma, ker
par primerov Prekmurje je bilo, da je odšlo kar precej denarja in ostalih vrednostnih zadev. Tako da probajmo se družbenih omrežij pač izogibati, če se le da. V tem primeru bi še rad opozoril, če smo že pri družbenih, otrok ne dajati na družbene omrežje. To apeliram vsem staršem, dedekem in babicam. Z hrbtne strani še kak, v obraz pa nikakor. Kakšno fotografijo iz dopusta pa raje objavimo takrat, ko pridemo iz dopusta, ko smo že doma, ne? Tako. Ne se hvalite, smo Bora, pa lepe posnetke. Tako, pa da nas še 14 dni ne bo domov, ne? Tako. Zdaj bi pa še z en tak zaključek, vseeno tista ključna priporočila, vse sva jih že prej nekaj obdelala, ampak če tako mogoče strnemo v par točkah. Vsi, ki se odpravljajo na dopust, naj poskrbijo za to, da, kot sem prej že rekel, da izgleda okolica hiše, kot da so še vedno doma, da prosijo za pomoč soseda ali znance, da upravljajo vse tiste stvari normalne, kot teče življenje, normalno, z dneva v dan. Bi pa predlagal, da se obrnejo na nas, Tako. da si uredijo varnostni nadzorni sistem. Mi smo na naslovu Nemčevci 1D, 9000 Murska Sobota, lahko pridejo osebno, lahko nam pošljajo pošto, ali pa tudi po elektronski pošti na vnc.mb@sintal.si, pošljajo povpraševanje, mi jim damo ponudbo, pa se naj odločijo, pa bodo drugo leto varnejši na morju. Tako je. Najlepša hvala za vse te koristne nasvete. Jaz upam, da bodo naši gledalci jih prepoznali in seveda, da bodo jih upoštevali. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam, da ste me povabili in prijetne počitnice vsem skupaj. Hvala lepa. Prosim. V vremenski napovedi preverimo še, kakšno vreme nas čaka ob koncu tedna. Tudi danes je bil v naših krajih vroč in soparen dan. V Krajinskem parku Goričko in Lendavi je bilo opoldne namerjenih 30, v Murski Soboti 31 in v Radencih 32 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale med 20 in 21, podnevi pa od 33 do 34 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in še naprej vroče. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 18 do 19, čez dan pa med 32 in 34 stopinjami Celzija. Hvala za vašo pozornost. Za več informacij o dogajanju v Pomurju pa vas vabimo k obisku naše spletne strani. Želimo vam lep konec tedna in se vidimo v ponedeljek.